Raki, lepo pozdravljeni na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že predhodno pripravila za vas, tako da bomo kar začeli. Evo, s temi kartami bomo pogledali neke splošne energije. Najprej bomo pogledali splošno energijo za januar in potem za vsak teden posebej. Zdaj tako, to so splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Ok, poglejmo, kaj čaka rake v tem mesecu. Aha, svet. Ok, v decembru, kot vidim, ste se raki v bistvu nekako spopadali z vašimi čustvi. Precej je bilo nekih takih okoliščin, ko ste mogli pokazati nekako svojo moč, svojo obvladljivost, da v bistvu ostanete močni, ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas. In nekako vidim, da se bo to v januarju obrestovalo, ker tukaj pridemo na nek zaključek. Raki boste dosegli nek konec nečesa, konec mogoče nekega težjega obdobja, konec neke situacije, ki vas že dlje časa bremeni ali karkoli v tem smislu. Bomo potem še bolj natančno pogledali karte, tako da brez skrbi. Ok, v prvem tednu imamo petico mečev, se pravi, prvi teden mogoče ne bo še tako enostaven. Tukaj bo treba še nekaj razčistiti, mogoče bo tukaj neki konflikti znotraj vas, mogoče boste mogli s kakšnimi ljudmi še nekaj razčistiti. Bomo pogledali potem bolj natančno. V drugem tednu imamo karto zvezda, v drugem tednu torej dobite raki neko novo upanje, neko novo energijo, da se vam lahko nekaj novo upanje, da se vam lahko nekaj uresniči. Tukaj imamo dve znamenji za vodnarja, tako da je lahko nekaj v zvezi z vodnarji ali pa z nekim projektom, ki se začel, ko je vodnar v znamenju sonca, to je februar. Tam nekje. Ni nujno, da je karkoli povezano s tem, ampak recimo, če bo potem ta napoved toliko bolj približana vašim ali pa tvojemu življenju. V tretjem tednu imamo karto vera. Se pravi, v tretjem tednu boste nekako po tem tednu upanja dobili moč, dobili nek zagon, neko znanje, mogoče neko osebo, ki vam lahko pomaga. V glavnem, tukaj boste nekako našli tisto energijo, našli tisto moč, da premagate nekaj pomembnega v vašem življenju. In v zadnjem tednu imamo puščavnika. Torej, tukaj imamo 4 velike arkane. Zelo pomemben za vas, zelo pomemben mesec za vas, raki. V četrtem tednu puščavnik govori o tem, da se boste nekako raki zapirali vase. Mogoče boste nekako iskali odgovore znotraj sebe, preučevali neke pretekle izkušnje, pretekle dogodke, ki so se vam zgodili in probali najti v njih neko lekcijo. Ok, to je to. Poglejmo zdaj še te druge karte. S temi kartami bomo v bistvu pogledali, kaj točno se bo dogajalo, neke konkretne dogodke, kaj se bo dogajalo v teh tednih. Kot osrednji dogodek tedna bo premagovanje čustvenih blokad. Pod njo pa imamo norca, se pravi, to je lahko že decembra ste raki stopili na novo pot, lahko pa tudi nekako predstavlja, da v januarju, da boste skozi ta čustva nekako prišli na neko novo pot. Tukaj imamo karto luna, kar pomeni to, kar sem prepovedala. Torej, da čustva nekako pridejo na površje in se moramo z njimi soočiti. Tako podobno je imela tudi tehtnica, tako da če imate v rojstni karti znamenje tehtnice, si mogoče lahko pogledate napoved, pa tudi njihovo napoved in boste tako dobili malo več vpogleda. Poglejmo še lekcije. Te karte nam povejo, kakšne so lekcije našega življenja za posamezne tedne in mesece.
šestica novcev. Torej, tukaj gre pri vas, raki, da se naučite mogoče nekaj izmenjevati, nekaj postavljati v ravnovesje, doseči neko stabilnost, mogoče pomagati drugim ljudem, da nekako dosežejo tudi to, kar si želijo. Ne vem, zaenkrat recimo ne vidim še neke jasne slike tukaj, vidim samo, da boste, raki, veliko delali na sebi. Tukaj bo, mislim, zelo pomemben mesec je pred vami, tukaj imamo toliko velikih arkan, da samo, če mi date še sekundo, da na hitro preštejem. To imamo 26 plus 21 je 47 plus 5 je 52, to je 7. Aha, kočija, okej. Se pravi, seštevek velikih arkan nas povezuje s karto kočija, tako da boste v bistvu, ste na pravi poti, raki, definitivno, in v tem mesecu boste dobili tudi pravi zagon. Okej, v prvem tednu, ko imamo petico mečev in torej neke konflikte, tukaj se vam lahko pojavi neka nova možnost. As palic na robu obrnjen sporoča neko možnost, ampak ne vem, če vam bo vsem všeč, zato ker imamo potem tukaj desetico mečev in nekako imam tle zdaj občutek, kot da se bo zgodilo nekaj, kar ste čakali, ampak ne bo se izvedlo do konca in nekako vas bo to spet nekako potlačilo k tlom, nekako boste s tem izgubili neko upanje. Tle gre lahko za neko osebo, ki vam mogoče nekaj obljubi in potem kar ni ne duha ne sluha o tej osebi več. Lahko gre recimo za neko priložnost, da se vam pojavi na vratih, pač da pride v vaše življenje neka priložnost in ko jo hočete zagrabiti, ugotovite, da ne vem, nekaj ne funkcionira. Tukaj nekaj ne bo funkcioniralo pri tej vaši želji in to vas bo v bistvu na nek način zelo potrlo, nekako vas spravilo spet k tlom. Ampak ne smete tukaj obupati, to je samo nekaj začasnega, to bo trajalo samo nekaj dni, okej? Nekaj dni in niti ni nujno, da bo tako hudo, ker, ne vem, bomo videli, kakšne so še lekcije. Imamo pa še viteza novcev, ki tukaj govori potem, kot da se ta priložnost spet vrne, ampak tokrat je dosti bolj stabilna, dosti bolj močna in nekako vam bo dala tudi verjetno malček več upanja, ki ga potrebujemo v naslednjem tednu. Mislim, ne potrebujemo, ki se nekako kaže v naslednjem tednu. Zdaj kot lekcije prvega tedna imamo viteza kelihov in osmico mečev. Vaša lekcija tukaj je, da na vse te ovire, tukaj ta negativna izkušnja oziroma ta negativna čustva, ki bojo prišla v vaša življenja, vam nekako kažejo, na katerih področjih še morate nadgraditi sebe in svoje življenje. In to bo v bistvu vaša lekcija, da nekako na tak lahkoten način spoznate, kaj morate v trenutni situaciji premagati, kje vas življenje ovira in nekako stopiti čez to oviro, da nekako pridete spet na to vašo pot. Tukaj se vidi v prvem tednu nekako nek padec, tak rahel padec, ampak nič konkretnega, nič zdaj fiksnega. To gre samo za neka momentalna čustva, ki bojo pač malček bolj nihala v tem tednu, ampak definitivno je samo pomembno, da ostanete osredotočeni, da imate pod nadzorem vaša čustva. Definitivno pride neka lepa priložnost in verjamem, da se jo boste potem tudi, raki, razveselili. Zdaj poglejmo, v drugem tednu imamo karto zvezda in to je upanje. Imamo cesarico, imamo osmico mečev na robe obrnjeno, ponovno osmica mečev, in imamo petico novcev. Zdaj tukaj bi rekla tako, v drugem tednu boste dobili neko upanje, sploh ker ta priložnost v prvem tednu se potem na koncu vseeno pokaže. Tukaj boste, raki, zelo ponosni, nekako čutili boste, da ste dosegli nek pomemben cilj, ki ste si ga želeli. Nekako boste čutili neko udobje, veselje, predvsem doma.
predvsem ja, v ožjem krogu ali pa doma, sploh če delate od doma, boste čutili neko močno energijo, nek nov zagon, zelo dobro počutje in tako naprej. Zdaj ta osmica meča obrnjena narobe pomeni, da boste tudi premagali tole lekcijo, se pravi to lekcijo, ki vas bo doletela nekje prvem tednu, boste uspeli premagati in tudi se znebiti neke čustvene blokade ali pa kakršnekoli druge blokade. Lahko je tudi pač neka ovira iz vašega življenja se bo umaknila in videli boste, da imate vso možnost, da greste tukaj naprej. Zdaj ta petica novcev nekako govori o tem, da mogoče tukaj sploh še nekako želite doseči neko finančno stabilnost ali pa nekaj na kariernem področju, je videti, da tukaj nekako, kot da boste spregledali neko priložnost, kot da, ne vem, tukaj mi še ni čisto jasno, dajmo tle še odpreti, okej. Imamo devetico mečev in imamo štirko palic kot lekcije tega tedna. In ja, kot lekcije tega tedna so v bistvu, da premagamo te strahove in najdemo neko stabilnost. Najdemo neko trdnost, predvsem znotraj odnosov. Zdaj, oziroma, da postavimo neke temelje, če je recimo v ospredju vaša kariera ta trenutek. Tukaj boste raki premagali neke ovire, ampak potem, ko da okej, zdaj mi je jasno, ja. Se pravi, ta petica novcev govori o tem, da na nek način ne boste še dosegli tistega cilja, kot si ga želite. Kljub temu, da, mislim, jaz bi rekla, da tukaj si raki bolj vi sami nekako postavljate neke izzive, nekako tako vidim, ker so tako karte, so nekako, mislim, tako zanimivo postavljene. In recimo tukaj že se vidi, da ste dosegli nekaj, da ste nekaj uspeli uresničiti ali pa da imate neko zadovoljstvo. Potem pa tukaj petica novcev, ne, se pravi, tukaj gre za neko pomanjkanje, ampak jaz bi rekla, glede na to, da se tukaj znebite nekih ovir, nekih blokad, da boste tukaj čutili, kot da se vam želja ne uresničuje, ampak se vam, ne. Se vam, samo vi, raki, boste imeli občutek, ne vem, kot da si želite vedno nekaj več in potem niste zadovoljni s tistimi manjšimi koraki, nekako iščete tisto več, nek večji cilj in vedno večji in namesto, da bi se nekako ustavili in nekako izrekli to hvaležnost za vse to, kar se vam je že zgodilo, nekako se vam zdi, kot da bi radi še in še in še in nimate časa, ne vzamete si časa pravzaprav, da bi v bistvu proslavili vse dosežke, ki ste jih dosegli do tega trenutka. In tukaj imamo devetico mečev in štirko palic. Definitivno je tukaj potrebno nekaj premagati, neke strahove, neke dvome in jih nekako v bistvu nadgraditi v nekaj večjega. Ne vem, zaenkrat je to zelo tak vpogled, tak, kako bi temu rekla, kot neko delo na sebi oziroma tukaj sploh v tem drugem tednu so mi zaenkrat karte še vedno nekam nejasne. Bomo pa videli zdaj tukaj. Okej, tu imamo vero. Ne, pardon, tole imamo tole. Imamo sedmico, oziroma, pardon, kočijo, imamo sonce narobe obrnjeno in imamo kraljico novcev narobe obrnjeno. Tukaj so definitivno še neke blokade. Nekaj še bo treba razčistiti, da vidim še lekcijo. Tukaj imamo sedmico kelihov in as palic. Okej. Tukaj imamo spet v tem tednu 3 velike arkane, se pravi, ta je velika arkana, imamo tukaj 2 velike arkane in imamo kraljico novcev. Nekako jaz vidim, da kljub temu, da boste tukaj raki še vedno čutili, kot
kot da se vam želje še niso uresničile, da boste potem vseeno nekako stopali naprej proti svojim ciljem, proti svoji želji, da bi dosegli tisto, kar si želite, in nekako vam bo to tudi uspelo. Ampak ker so karte obrnjene narobe, imam občutek, da boste zelo nekako usmerjeni v nek specifičen cilj. Kot da bi si zadali nekaj, ko se bo zgodilo to in to, takrat bom nekako vedel ali pa vedela, da mi je uspelo. Ampak tukaj je pomembno, da se raki zavedate, da vsak korak, ki ga naredite, je nek uspeh. Ni nujno, da počakate tisti glavni, končni cilj. In tudi tle kraljica novcev obrnjena narobe nam sporoča, da boste raki nekako kot da bi nekako hoteli nekaj več in več in več, čeprav jaz vidim, da tle imate čisto dovolj razlogov za veselje, za v bistvu za ta občutek nekega dosežka, občutek nekega zadovoljstva. In tukaj imamo potem tudi sedmico kelihov kot lekcijo in as palic. Sedmica kelihov govori o tem, da boste mogli izbrati neko pravo pot, mogoče se malo bolj fokusirati. In podobno sem govorila tudi pri tehnici, tako da če imate, mislim, da sem to že prej rekla na začetku, če imate v z nami na tehnico, si pogledajte še napoved za njo, ker je imela nekako podobno tematiko, torej ogromno nekih možnosti in potem je potrebno najti tisto glavno pot, neko glavno smer, nek fokus, nekako jaz mislim, da ste vi raki preveč zmedeni, preveč bi radi vse oziroma nekako nimate sploh definirano, kaj bi radi. Zdaj, ali eno ali drugo, to je pri vsakem raku nekako odvisno. Ne vem, poglejmo še četrti teden. Imamo kolo usode, narobe obrnjeno, imamo štirko mečev narobe obrnjeno in imamo desetico kelihov. Ok, konec januarja bo pozitiven, to vidim, se pa v četrtem tednu zgodi nek pomemben preobrat. Ker je karta obrnjena narobe, to dostikrat pomeni, da iz neke negativne situacije, da se nekaj obrne in pride na površje nekaj pozitivnega, nekaj fantastičnega, nekaj res lepega. Ampak ker imamo tukaj štirico mečev, to me spet malo mede, zakaj raki. Aha, ok. Verjetno vam bo ta sprememba nekako dala neko možnost, da si po vsem tem naporu, da se spočijete, da se umirite, da nekako zadihate. Nekako čutim, da tle boste končno postali hvaležni za vse, kot da bo se tukaj zgodilo nekaj, kar ste si vseeno želeli in dolgo časa čakali. Poglejmo še lekcije za četrti teden. Imamo viteza mečev in imamo devetica kelihov. Ja, raki, če ne prej, konec januarja vas zagotovo čaka nek lep preobrat. Lep preobrat, ki vam bo dal, v bistvu jaz nekako mislim, da tukaj se bo zgodilo nekaj takega, da boste se prav mogli nekako vase zapreti, tukaj imamo poščavnika in štirko mečev, se pravi nekako poglobiti vase in nekako pomisliti vse za nazaj, kakšne odločitve so vas pripravljene do tega trenutka tukaj in zdaj. Tako da lekcije tukaj so vitez mečev in devetica kelihov, kar nam sporoča, da enkrat, ko boste vi, raki, dobili fokus, ko boste vedeli, kaj hočete, ko boste ko boste pripravljeni na naslednji korak, mislim, ko boste imeli jasno vizijo, kaj si želite, se vam tukaj takoj uresniči neka zelo velika in pomembna želja, mogoče več želja. Definitivno konec januarja se konča v lepih in pozitivnih energijah. Nekako bi rekla, da tukaj raki boste delali predvsem na sebi, na svojem osebnostni rasti, na svojem osebnem razvoju. Nekako to najbolj tukaj mi izstopa, ful je takih nekako zanimivih kart.
Ampak nekako nobena mi ni tako, da bi nekaj konkretnega mi povedala. Kot v smislu, nekako vse se bo dogajalo znotraj vas. Recimo edino ta prvi teden, tale, tale lepa izkušnja, ki vas nekako preseneti in potem kmalu tudi spet nekako razočara. Ampak raki, kar pogumno, tukaj imate kolo usode, nekaj zaključujete, tako da ponavadi konci so najtežji zaradi več razlogov. Prvič, ker si nekako že utrujen, pol drugič, ker veš, da je konec in ne vem, včasih so konci žalostni, včasih so srečni, ampak definitivno tukaj vidim za vas lep konec. In predvsem neko zaključevanje nekih čustev, neka, kot sem že rekla, osebna rast in bi rekla, da bo januar za vas res nek poseben mesec, ki si boste ga še dolgo zapomnili. Raki, to je to. Upam, da ste v tej napovedi uživali, upam, da vam je bila všeč in da ste se v njej prepoznali. Če vam kaj ni jasno, kar verjamem, ker tudi meni zaenkrat ni še čisto, pridite malo kasneje, recimo enkrat sredi januarja, še enkrat pogledajte napoved in mogoče boste bolj razumeli, na kaj točno se nanaša ta situacija v vašem življenju in potem boste točno lažje tudi videli, kako se bo situacija odvijala naprej. Če vam je ta napoved bila všeč, mi pustite kakšen like, zelo bom vesela, s tem boste dali vedeti, da so vam te napovedi všeč in da si tudi v prihodnje želite več takih napovedi. Če imate kakšno vprašanje, če bi radi kaj povedali ali pa pripisali, spodaj v komentarjih pustite vaše sporočilo, bom vse prebrala in bom tudi vsem odgovorila. Če bi radi donirali, če ste mogoče za to, v infoboxu dobite vse informacije. Bom zelo vesela, tako bom videla, da me podpirate, da podpirate moje delo in da si tudi želite, da se ta kanal gradi in nadgrajuje. Tako da bom hvaležna za katerokoli opcijo. Hvala, ker ste me spremljali in se vidimo potem. Pa še to sem hotela reči. Srečno novo leto, lepo praznujte in uživajte v tem zanimivem in pestrem januarju. Vidimo se potem konec januarja z novo napovedjo za februar 2021. Čau, čau!